Start. Evo, zdaj sem skenslil ta timer, ker smo bili ponovadi z živčnike odštevali od 5 do nič. Zdaj se takoj začne. Hvala vam vsem, no, ker ste si vzeli čas. Luka, tebe po dolgem času. Pozdravljen nazaj. Res je, hvala. A si bil busy? Ja, meni ti vikend termini ne ustreza najbolj, tako da hvala, da ste si vzeli čas čez teden. Ja. Človek uživa življenje, pa nima časa za vikend. Tako je. Tako je. Ja, zdaj prvič po veliko časa, da imamo ob četrtkih, ne? Takole med tednom. Ampak za mene je bilo kar težko, no, bom rekel. Zdaj cel dan po sestankih, pa sem imel še tole noter. To je tole zadnja stvar, je kar naporno. Dolg dan. Ja, zdaj so dolgi dnevi, ja. Ker z Andrejem delava na startupu, no. Tako. Ja. Tako da meni v bistvu bolj pažejo vikendi, no. Imate pisarne prav, ali delata remote? Ja, tukaj je ena pisarna, pa tam je pa Andreju vidiš eno pisarno. Kaj so papirji? Tam je birokracija. Klej se pa v bistvu delajo stvari. Tako imamo razdeljen. Okay. Kako si ti, Boris? Pa v redu, ne? Jaz sem vesel, da vas spet vidim po dolgem cajtu. Enako, ja. Ti nisi busy, Boris, ker si v taki industriji zdaj, ki je malo v zatišju ali zaton. Ne. Itak se nič ne dogaja, ne, tako da. Ja. Ja, v bistvu izrazil ste eno željo, oziroma Boris pa Andrej sta izrazila, da ne bi šli v preteklost tok, da ne bi komentirali stvari, ki so se zgodile v zadnjih 2 mesecih, ker nismo snemali remota. Meni malo škoda, ne, ampak razumem ta point. No. Boris, ti si ene 2 tematiki poslal. Predvidevam, da ste ti to tematiki, ki ste ti najbolj zanimivi zdaj trenutno, oziroma si jih izpostavil v chatu. Lahko malo razložiš, kaj si poslal, pa zakaj. Ja, mislim, ene par stvari je, no, ki sem tako mogoče zanimive. Mislim, jaz se vedno v vsakem trenutku probam malo spraševati, ne, kaj je tista stvar, ki naslednjo prihaja, ne. In zdaj še posebej une stvari, ki mogoče niso zdaj popolnoma očitne, ne. Recimo, mislim si, da zdaj trenutno, kar se tiče agentov in podobnih sistemov na tej osnovi, da so postali vsaj do neke mere so prišli v zavest ljudi, ki spremljajo to področje, obstaja tudi že kar nekaj produktov, ki jih tako ali pa drugače uporabljajo. Istočasno se pa tudi kažejo pol tudi kakšne frustracije, se mi zdi, uporabnikov, kako bi lahko te sistemi bili boljši in kaj so tiste stvari, ki pa ne delujejo tako dobro, kakšnimi se tudi jaz sam srečujem, ne. In je pol vprašanje, kaj pa recimo zdaj je naslednja taka mogoče točka razvoja, ki bo opazna sprememba recimo za uporabnika, pol, ko že imamo enkrat neke te primitivne sisteme agentov, ne. A bi lahko razložil, preden gremo naprej na naslednjo točko, kaj misliš, kaj rečeš agentje v kontekstu AI-ja? Ja, pri agentu je v bistvu, no, vse ta osnovna definicija, ne, inteligentnega agenta, ne, je, da je to pač nek sistem, ne, ki ima nek cilj, sposoben je prejemati informacije iz nekih senzorjev, ne, pač lahko so tudi to digitalni, ne, senzorji v digitalnem svetu, ne, sposoben je pol procesirati, ne, te informacije skladno z svojim ciljem in potem nekako vplivati nazaj na okolico, ne, oziroma lahko je tudi digitalno okolje, ne. In recimo, če pogledamo tak sistem, kot je sam po sebi jezikovni model, ne, sam po sebi ni agent, ne, no, vsaj te, ki jih večinoma danes uporabljamo, niso, ne. Pač so sistemi, ki dobijo vprašanje, ne, in potem pač nadaljujejo tekst, tako da dobimo recimo odgovor na to vprašanje, ki smo ga zastavili. Zdaj, te sistemi, ki pa recimo so na osnovi agentov, pa pač v bistvu ne naredijo to sam tako, ampak gre za več klicev na jezikovni model,
lahko tudi recimo uporabljajo kakšna orodja, zato da pridejo do odgovorov, lahko sprožijo kakšne akcije. Ne vem, recimo, jaz ponovadi ločnico tako potegnem, ne, da pač recimo jezikovnemu modelu, ki je največkrat v obliki kopilota, ne, se mi pogovarjamo z njim. Ne, mislim, mi ga nekaj sprašujemo, on sproti odgovarja, pa spet mi nekaj sprašujemo. Ne. Pač s temi sistemi, ki so pa na osnovi agentov pa bolj ti mu postaviš nalogo in lahko stopa stran. Ne. In on potem dela na izpolnjevanju te naloge in čez nekaj časa, lahko tudi hiter, ampak ponovadi čez nekaj časa pa dobiš nazaj rezultat tega, kar si naročil, da se naredi. Ne. Tako da to je mogoče taka osnovna. A bi tega Devina mogoče izpostavili kot primer? To sem pred enim tednom ali 2 tednoma na Twitterju opazil, da je šlo full viralno, nek predstavitveni video tega agenta, ki je koder, Devin. Ne? Ja, Devin pa zdaj se pripravlja veliko odprtokodnih posnemovalcev, ne. To je primer enega tazga sistema, ne. Ta je kar sofisticiran, mislim, ima dobre rezultate, ne, čeprav po drugi strani imam občutek, za marsikoga je bil presenečen samo zato, ker niso pozorno spremljali tistih mal neviralnih stvari, kjer se je itak že nakazovali, da ta sposobnost je tam, ne, samo zdaj je pač prišlo eno podjetje, ki je tudi lično zapakiralo in znalo pač nekako umestiti v zavest širše publike, širše, še vedno v narekovajih širše. Ne. In kaj zmore narediti ta Devin? Ti si se verjetno malo bolj spustil noter v to luknjo. Jaz sem v bistvu sam videl ta predstavitveni video, nisem pa šel gledati dejansko kakšnih use caseov, ki jih je naredil. Velika stvari pač, ne vem, mogoče bom tako povedal, kaj je bila recimo tista stvar, ki je mene osebno najbolj impresionirala, ko je pač eden od teh Ethan Mollick, ne, ta profesor, sem ga že večkrat omenil na tem podcastu, pa se ga zelo splača brati, njegove prispevke, dal mu je nalogo, ne, da naj ta Devin, ne, da naj gre na Reddit in da naj pač tam pobira vprašanja oziroma naloge od ljudi, ne, pa pač odgovarja, oziroma blesno naloge, ki bo treba nekaj sprogramirati, ne. In pač on je to naredil, ne, pač tam se logiral noter, napisal naloge, pa so mu ljudje dajali naloge, potem je začel nekaj nazaj delati. Mislim, da je pa pol hiter izklopil ta Ethan, zato ker je začel ta Devin zaračunavati, oziroma je rekel, da je neka cena zdaj za to, ne, pa je razstavil stvari, ne. Tako da, mislim, pač te sistemi ne bodo šli naprej, ne, tudi v tej smeri, ne, da bodo lahko začeli tudi kakšen denar čist direktno služiti, ne, na internetu. Recimo, mislim, da to je ta iz bivšega Inflectiona, ta Sulejman, ki je zdaj naredil prestop v Microsoft, ne, mislim, da je on predlagal alternativni Turingov test, ne, kjer se gre ne za to, da ti lahko prepoznaš, oziroma ne moreš ločiti, da se pogovarjaš z umetno inteligenco ali s človekom, ne, ampak da rajš umetni inteligenci da $100,000, pa da ona naredi $500,000 iz tega sama od sebe. Tako nekako ne. Kako pa misliš, da bi izgledal svet, ki bi bilo teh agentov, ki služijo denar na internetu, ne vem, 100 milijard recimo? Kako bi izgledal internet v bistvu? Ja, precej drugačne, mislim. Sej pač to je tista stvar, ne. Mislim, da smo se na nek način vsaj mi se na tem podcastu že kar nekaj časa zdaj pogovarjamo o tem, ne, in mislim, da smo bili kar dost zdaj, če pogledamo nazaj retrospektivno, nismo neki fantazirali, ne. Mi zdi, da se kar te stvari, o katerih govorimo, se pol kar dogajajo, ne. Ja. In pač zdaj so te agenti, lani so bili še malo bolj teoretski, letos dobivajo zdaj bolj praktično podobo, ne. In zdaj bo pač vedno več, ne. Tako da pol bo kmalu tudi ta situacija, ne, ki jo ti zdaj nakazuješ, ne, pač velikih bo, ne.
Ja, rekel si naslednji step od tega, da imaš agente, pa sem te prekinil, ker sva razložila koncept agentov sploh ne. Ja, v bistvu je pač problem je lahko pri teh sistemih z agenti, ne, na podlagi česa v bistvu se oni recimo odločajo, pa ko rečemo, da imajo avtonomijo, ne, koliko široka je ta avtonomija. Ne. Zdaj, kar se tiče teh informacij, ki jih dobivajo, jaz mislim, da je zelo pomemben, do kakšnega konteksta imajo dostop. Recimo zdaj v zadnjem času je prišlo ven kar nekaj teh modelov z zelo dolgim kontekstnim oknom in tle še vedno govorimo o tekstovnem, pa tudi o vizualnem kontekstnem oknu, ki lahko vzamejo milijon tokenov ali pa Google pravi, da ima tam model z 10 milijoni tokenov kontekstnega okna. Ne. In se je izkazalo, da zdaj kakšne stvari, ki jih je bilo prej zapleten relativno narediti, pa si mogel nekako se odločati, kako bo zdaj filtriral ta prave informacije, pa jih dal noter, ne, v kontekstno okno, zdaj lahko pač ga zaliješ s temi informacijami in na koncu kar pride ven tista stvar, ki jo rabiš. Ne. Ampak problem je, se mi zdi, zdaj v tem svetu, v katerem vsak dan operiramo, ne, pač ogromen enih stvari je del našega konteksta, ki jih je težko tem jezikovnim modelom posredovati. Ne vem, recimo se pogovarjamo z nekom, nekaj preberemo na internetu, potem vzuni nekaj vidiš, potem imaš, ne vem, nekaj na telefonu, kar si videl, ne, pač vse te stvari so, ne. Pa če pomislimo še širši kontekst, ne, so pa stvari, ki se v bistvu dogajajo okrog tebe, mogoče ne pridejo v tvojo zavest, ne, ampak v resnici so zate relevantne. Pa zdaj, če bi bil priključen na vse možne informacijske vire, načeloma bi si mogoče to želel, ne, to absorpcijo vseh teh informacij. Vse to je tvoj nek kontekst, recimo tebe kot posameznika. Ne. Pač to, kar jaz pričakujem, da se bo začelo dogajati, je, da bodo te sistemi, ne, predvsem širili ta kontekst informacij, ki so zate relevantne in postajali vedno bolj avtonomni. To pomeni, da v bistvu si lahko predstavljaš, ne vem, da bi recimo tam imel enega agenta, ki bi vedel recimo, kaj so tvoji cilji in bi se potem samostojno na podlagi teh informacij, ki bi prihajale, odločil, da bo nekaj naredil in izvedel to akcijo. Ne. Tako da jaz recimo to vidim kakor malo tudi motivirano, recimo zdaj s to zgodbo Neuralinka, ki so ga na prvega človeka priklopili, ne. Kada v bistvu ta sistem rata en tak umetni podaljšek nas, ne. Pač v bistvu, sej, ti recimo, če daš roko prebliz pečice, ne boš ti zdaj zavestno razmišljal, roko moram umakniti, ka me peče, ampak boš samo trzno stran. In tako mislim, da tudi te sistemi delovali, ne. Vedel, načeloma bo neko zavedanje v njih, kaj si ti želiš, če bodo seveda dobro implementirani, ne. In bodo avtomatsko odreagirali, ko bo nekaj vstopilo v tak zate relevanten kontekst. Ja, v bistvu jaz sem klej komentar, pa bi rad slišal pol še Lukatove pa Andrejeve misli, da zdaj interakcije, ki jih imam jaz z language modeli, v bistvu imam samo ta problem, ne, ki ga ti zdaj razlagaš. Jaz imam nek korpus podatkov v mojih možganih in zelo zamudno je to predati na hiter način, na učinkovit način language modelu, da mi bo plunil ven to, kar jaz hočem. Ne? In zdaj jaz uporabljam ta Whisper od OpenAI, da snemam audio in govorim. In provam čim več plunt ven informacij, ampak kot si rekel, to še vedno ne bo vse, kar jaz vem. In čisto isto je, ko vodiš nekoga, ki je zaposlen. Če bi ti lahko predstavil svoje informacije, pa svoje možgane njemu, bi interakcija bila ful lažja, ker bi instantno on dobil vse informacije, ki jih ti tudi imaš. In ne bi imel problem tega sinka med enim človekom, pa enim agentom ali pa enim zaposlenim. In to, kar govoriš, je sigurno ena pot, da bi se tudi UX tega zboljšal, interakcije z inteligentnimi agenti. Ja, jaz ko gledam malo, da ko so se prvič pojavili jezikovni modeli,
so se v bistvu inovacije dogajale primarno na nivoju samih teh modelov, ne. Pač takrat, ko je prišel recimo GPT-3 ven, ne. Zdaj, potem v bistvu smo se premaknili na recimo temu nek middleware, pa infrastrukturo, ne. So se pojavili recimo eni ponudniki, ki so ponujali malo boljšo, ne vem, recimo inferenco, na primer, za določene stvari, ali pa potem so se pojavili te frameworki, kot je LangChain, neke vrste middleware. Pač tega, kar je bilo pa takrat še relativno malo, so pa inovacije na nivoju aplikacij, ne. In jaz mislim, da zdaj pa res vstopamo v to obdobje, ko bo veliko inoviranja na nivoju aplikacij, zato ker vsi gradniki so že dovolj dobri, da v bistvu lahko to podpirajo, ne. Ja, Luka, Andrej, imate vidva kakšno misel tukaj? Ja, se strinjam s tabo, se pravi, mislim, da je to Elon Musk enkrat lepo pač povedal, da ta bandwidth med našimi možgani pa napravami je omejen na hitrost premikanja tvojih palcev, a ne? Ker pač držiš ponavadi smartphone in nekaj tipkaš. Tako da ja, takrat, ko bomo mi imeli nek Neuralink, ki bo res to odprl pipco, a ne, bo to šlo na steroide, se pravi, da ne boš niti rabo z besedami v bistvu govoriti, ampak boš sam pomislil na neko stvar, pa se bo v neki napravi en proces začel izvajati, tako da kdaj pa to bo, ne vem. Mi je bila pa ta stvar ful zanimiva, no, ta video, ko model igra šah s tem Neuralinkom, tako. Se mi zdi, da ni bilo toliko medijsko to izpostavljeno, ampak je tako, se mi zdi to ful nek huge event, ki se je zgodil, no. Da so pač nekomu res to zdaj ugradili in očitno deluje človeku, ne. Marsikdo je komentiral, da je bila pač ta zgodba enostavno toliko dobra, ne, da mediji niso mogli najti negativne pozicije in so bili potem raj sam tih. Pa. Ja, mislim, da sem videl ta koment, ja, res je. Ja. Meni se zdi, da bo še en korak pred tem Neuralinkom, ne. Jaz zelo dosti razmišljam o tem, da mogoče temu modelu manjka nek osebni common sense, ki ga mi sami razvijemo, in meni se zdi, da bo še en korak, seveda, če bo ta Neuralink pa en kup ljudi, potem bo to najboljši interfejs med tem, ampak se mi zdi, da je en vmesni korak pa že to, da si bo v bistvu vsak posameznik personaliziral ta AI, ne. Naprimer, ne vem, če poznate ta email client Superhuman, ta se v bistvu na podlagi tvojih e-mailov nauči, kako bi ti odgovarjal na nek e-mail, ti da potem neke predloge, in to se mi zdi že prvi korak k temu, da bolj, ko boš ti sam z svojimi osebnimi interakcijami, ne vem, z e-maili, z chatom, z nekim feedbackom, si personaliziral te modele, bolj bojo odgovarjali v bistvu tako, kot bi ti odgovarjali. In to se mi zdi še nek tak vmesni korak pred tistim, ne vem, mogoče še bolj naprednim, no, in ne vem, kaj Boris misli o tem. Jaz mislim, da, Luka, to, kar opisuješ, je po mojem praktično ista stvar, ki sem jo jaz mislil, ne, sam mogoče so na drugačen način povedala, ne, ker recimo, če pomisliš, kako pa ne ve jezikovni model, ne, prvič, v kakšnem slogu bi ti odgovoril, drugič, kaj dejansko je vsebina, kaj v tistem trenutku hočeš povedati, ne. Ja. To mu pove kontekst, ne. In zdaj problem je, ne, tudi če boš ti samo naredil model, ki lahko ponaša tvoj slog, ampak ne bo pa vedel, kjer vsebino sporočiti, spet ne bo stvar tako uporabna, ne. Tako, ampak če bi pa imel en model tam, ki bi se stalno z njim pogovarjal, ki bi videl tiste stvari, ki jih ti vidiš, slišal tiste stvari, ki jih ti slišiš, imel celoten history tvojih mailov, potem bi pa to, kako dober bi spisal predlog, pač tacga maila zelo napredovalne. Ja. Jaz, če smem, jaz se popolnoma strinjam,
da v bistvu nekako te koščki tehnologije že obstajajo, ki jih je treba sam skupaj dati. Ne? Ker vse, če pomislimo, koliko podatkov jaz dajem na internetu v Googlu ali pa Meti, zato da se mi pravi oglasi prikazujejo, se pravi oglasi, ki so meni prilagojeni. Jaz bi rad imel, ali pa recimo zelo bi bilo uporabno imeti nek gumb v Googlu, ker bi jaz rekel, ja, dovoljujem, da se moji podatki, ki so v Googlu, poleg advertisinga uporabljajo tudi za moj osebni Gemini AI. In ko bi jaz prišel na Google Gemini AI, bi ta izkušnja bila 1000-krat boljša, kot izkušnja na GPT AI-ju, ki pa nima tega konteksta mene. In tukaj mislim YouTube zgodovine, Gmaila, googlanja, vsega pač, kar se uporablja za advertising že zdaj, to ni neka nova stvar. In res mislim, da se s tem koščkom, pa mogoče z nekim dobrim voice-to-voice sistemom, v bistvu res na steroide gre ta osebni asistent aspekt, ali pa recimo, da imaš nekega pomočnika vedno zraven, ki ti pomaga pri ustvarjanju ali pa pri delu. To se mi ne zdi toliko znanstvena fantastika, kot kar ta Neuralink, ker vprašanje, koliko delati smo, pa koliko je to safe. Ja, jaz mislim, da ne rabimo čakati na Neuralink za take stvari. Sem pa bil impresioniran, kako sem videl, kako se je tista miška premikala. To nisem pričakoval, da bo tako izgledalo na začetku. Jaz ne vem, če jaz lahko tako z roko tako gladko miško premikam. Jaša, pozdravljen. Ja, pozdravljeni. Dej na hitro mi povej, kaj si misliš o Gemini Image generatorju. Ti je bil všeč? Jaz si mislim svašta, ampak se mi zdi, da najbolj tukaj povzel, sem jaz to zastopil, da to ne bo šlo za nik dober, ki je ta bloger, ki ga jaz sledim, Ben Thompson, ki je praktično bloger, ki ga imajo cel Silicon Valley v inboxu. Je pač jih zrušil na polno in je rekel, Sundar must go. In pa sem videl, da cel market je to zastopil, tako kot sem jaz zastopil. Mi je pa jasno, kaj se dogaja, in to ni edini primer. Ta diversity, equity, inclusion, ali bomo rekli Disney primer, ali bomo rekli Budweiser, ali bomo rekli Google, je še toliko daleč, da je to nek echo chamber, ki je smešen. Kar je pa žalostno tukaj, je pa, da Gemini za velik use case je v bistvu eden najboljših modelov. In so zdaj to sliko popačili, tako da ta launch je v bistvu to naredil, da 30% userjev ga ne bo nikoli uporabljati, zato ker ima nek bad taste. Sam ta memory of launch je bo tako slab. Tako da škoda za Google, seveda se lahko še vrne, ampak tole je bila, milo rečeno, ena večjih katastrof. Ja, jaz se tle sam strinjam. Ta launch bi mogel biti triumf za Google, je pa bil vse prej kot to. Ampak to je bil launch samo image feature-ja, image generation feature-ja, ker Gemini je že prej prišel ven. Hujše. V bistvu to je multimodalni model, tako da načeloma lahko tudi generira slike in pač generira besedilo. In tudi besedilo, generator besedil trpi za istimi problemi, ki jih je Jaša izpostavil. Pač, ne vem, vse so bili primeri, ko so sprašvali ljudje ga, ne vem, primerjaj nekega recimo diktatorja, pa škodo, ko je povzročil, ali pa recimo Elon Muskove tvite, kaj je naredil več škode človeštvu, in odgovori so bili v smislu, ja, to je kompleksno vprašanje, o katerem se je težko opredeliti, skratka v tej smeri, pač. Ja, v bistvu da malo konteksta za tiste, ki na YouTubu tole gledajo, pa ne vejo, o čem govorimo. Se pravi, Googlov Gemini model, ki je dostopen na gemini.google.com, ja?
Je v bistvu zelo podobna aplikacija kot ChatGPT in s to funkcionalnostjo generiranja slika, imamo pač tukaj en primer na zaslonu, kjer so, kako bi temu rekel, ameriški founding fathers, kako bi to prevedel, ustanovitelji. Ustanovitelji, ja. V bistvu zelo težko je bilo generirati ljudi bele rase. A sem prav povedal? Kokarkoli si dal neke zgodovinske primere, kjer naj bi prikazal človeka, ki ima svetlo polt, je bilo to zelo težko narediti. In tukaj je bil nek dokaz, da je bil algoritem prirejen v smer tega, da prikazuje. Mislim, ja, pač načeloma, vsaj kolikor jaz razumem, ne so to tako naredili, da so pač v prompt, ki ga nekdo napiše, avtomatsko dodajo, da morajo biti images diverse. In te primeri so sicer bili mal, da rečem, komični, pa tako zelo izpostavljeni, pa zelo enostavno razumljivi ljudem, da tle nekaj ni v redu. Samo, mislim, popravek tega je enostaven. Pač za začetek mogoče lahko to prilagajanje prompta izpustijo. To bo v bistvu pomeni, en kos kode mora zbrisati, pa ne veliko najbrž kode. Meni je bolj problem to, kar sem rekel že, da je tudi jezikovni model sam v bistvu zelo očitno pristranski glede političnih vprašanj in tam pa ni tako enostavne rešitve, da bi rekel človek, tle bo samo eno vrstico izbrisal. Se pravi, eno je promptanje. Sorry, Jaša, kar izvoli. Ja, mislim, meni se zdi, da dve stvari. Ena stvar je, da... A si malo daš volume gor na svojemu temu jetiju, ali pa ga daš bliži? Ja, evo, a je v redu? Ja, super. Super. Dve stvari so tukaj. Ena stvar je, da tehnično naredi Gemini približno tak politično, kot je ChatGPT-4, ni neka velika zadeva. Ker v bistvu oni imajo filtre noter za nalaž, da v bistvu parafrazira vprašanje in da je odgovor na način, ki je v skladu z njihovimi diversity, equity, inclusion. Ampak kaj smo to tukaj tudi v bistvu ugotovili? Druga stvar je pa ta, da uporaba teh modelov za neko splošno politično, filozofsko diskusijo ni toliko smiselna, ker tukaj noter so te modeli še vedno trenirani na podatkih od interneta in eden glavnih sourcev je recimo New York Times ali pa je The Economist in te so že polluted z političnimi, ko bi rekel, leaningi tega societyja in tukaj noter to ne boš mogel bi rekel sfiltrirati, ker bo že to v podatkih. Kar je pa zanimivo, je pa, da če ti gledaš recimo Grok, ki je pa model od Elona Muska, daje pa za isto vprašanje precej drugačen odgovor. In je bolj, ko bi rekel, bolj desno usmerjen. Se pravi, tukaj neke resnice, zelo težko bomo do te resnice prišli, ker resnica je itak drugačna, kako ljudje vidijo. Se pravi, tukaj ne bo te modeli nič rešil. Politično, da bo manj nesoglasi, da bo manj polarizing world. Če kaj bo, samo več. Poleg tega je pa še ta težava, se mi zdi, da te modeli so načeloma že s tem supervised fine-tuningom trenirani v tej smeri, da probajo biti čim bolj ustrežljivi. In načeloma ta ustrežljivost ni, vsaj za tako, ni tisto, kar bom rekel, je najbolj zdravo za debato o filozofiji pa politiki. Pač neka stopnja antagonizma mora tukaj biti, če hoče biti debata dobra. In ja, tako da te modeli res niso natrenirani za ta konkreten namen. Ja, pa to se mi zdi res ena taka velika težava, o kateri smo tudi govorili na tem podcastu, da bo tisti, ki bo generiral te ful popularne modele, bo predvsej svojim
nazorom, filozofskim vplivu na veliko maso ljudi ali pa novih ljudi, ki zelo odraščajo. Ne? Ker res si ne predstavljam, da bi v dobi, v kateri sem jaz odraščal, ki bi šel iskat na iskalnik, na Google, da bi bili zelo biased, pa zelo prilagojeni rezultati glede na politično usmerjenost podjetja, ki vodi ta iskalnik. To bi veliko škodo, po mojemu odraščanju ali pa mojemu nazoru na svet povzročala. Ne? Zdaj pa to je recimo iskalnik na steroidih, nek jezikovni model, če boš imel z njim interakcijo konstantno in če ta bias noter zapečen v ta jezikovni model, to se mi zdi res velika nevarnost za eno umjeno, ali kako bi rekel. Ali pa večje mehurčke, ki jih bomo ustvarjali na svetu in ljudje se bojo pobili med sabo, ker bojo živeli s svojim najboljšim AI-om 20 let in bo eno stvar govoril, od nekoga model bo pa drugo stvar govoril. In ja. Zato je pa ful pomembno, da pač razvijamo odprto kodni oziroma odprto modelski ekosistem. To je ključno. In tle se recimo jaz bojim, da smo v Evropi res naredili en napačen zavoj, kar nas bo v eni točki verjetno drago stal. Kaj se je zgodilo? Zavoj, to misliš? Ja, zdaj je bil sprejet, AI Act. In ta AI Act ima noter tudi en del, ki govori o teh splošno uporabnih modelih, ko jim že rečejo GPAI, General Purpose AI. In noter je recimo navedenih nekaj zahtev. Za večino teh zahtev je sicer v bistvu prepuščeno organom za standardizacijo, da bodo povedali točno, kako bodo te zahteve izgledale na koncu. In sicer ne veljajo vse te zahteve tudi za odprto kodne modele, ampak nekatere od njih pa. In mislim, da s tem bomo zelo v bistvu prispevali k temu, da mislim, vse ljudje bodo še vedno lahko prišli do odprtokodnih modelov, kakorkoli že pač. Samo zavirali bi recimo podjetja, ki bi bila avtohtona, evropska, ki bi hotela v bistvu odprtokodne modele ponujati trgu, pač pa jih, Mislim, da ne bo problem za te največje ponudnike. Jaz nič ne dvomim, da bo recimo Microsoft s svojimi modeli lahko perfektno dosegal compliance, ampak ja. Ja, a gremo naprej na Boris, tisto, kar si želel izpostaviti. Ja, mislim tako. Zdaj smo govorili več čas o softveru. In mislim, da je zelo pomembno se začeti vedno bolj pogovarjati tudi o hardveru. Zdaj v povezavi z AI-jem mislim, da gre hardver predvsem v dveh pomembnih smereh, ki so recimo zdaj bolj oprijemljive, kot so pa bile leto ali pa dve nazaj. Pač eno so zdaj cel nek razcvet teh napravic, ki v bistvu naslavlja ta problem konteksta, ki smo ga prej se dotaknili. Skratka, napravice, ki skozi snemajo, ki vidijo, kaj mi vidimo. Meni je bila recimo zanimiva ta, ki so jo naredili v ekipi Open Interpreter. Splača se pogledati njihov demo, ker so naredili v bistvu odprtokodno napravo. Mislim, odprtokodno v smislu, da lahko se pogledaš vse načrte za to, kako se to izdela. Vsa koda je odprta. A je to tole, kar kažem? Točno tole, ja. In tudi v bistvu ideja te naprave je, da lahko mi preko nje kontroliramo naš računalnik. Kaj je točno ta naprava? To je v bistvu naprava, ki recimo se lahko posnamemo, ko govorimo, pač damo neko navodilo in potem v bistvu on razume to navodilo in v ozadju lahko v bistvu upravlja naš računalnik, ki pač je mogoče doma na naši mizi. Torej, kaj je mikrofon povezan potem ali kamera, ali kaj vse v tej napravi? Ja, mislim, ta konkretna, mislim, da samo za zvok,
ampak obstajajo pa zdaj druge, seveda, recimo ta Rabbit, mislim, da je ena, pol mislim, da je Humane, ima tudi neko svojo verzijo, ne. Večinoma se pojavljajo v nekih teh pinih oziroma obeskih okoli vratu, ne. Ampak jaz mislim, da tako, če bi jaz mogel staviti, bi rekel, da bodo to na koncu očala ali pa neki z očali povezan. Zato, ker očala imajo to veliko prednost, da lahko nam posredujejo informacije tudi prek vizualnega kanala. In recimo tle so zelo, zelo zanimiva očala od Mete, pa ne govorim zdaj o njihovi VR oziroma AR ponudbi, ampak o teh očalih, ki so iz Ray-Banom v sodelovanju naredili. Začela so se ta očala samo tako, da so imela gor kamerco, ideja je bila, da lahko streamaš posnetke na Instagram ali nekam, ne. Ampak zdaj v bistvu bodo pa ta očala tudi povezana z njihovimi pač jezikovnimi modeli, oziroma mislim, da so že, ne. In verjetno naslednja iteracija očal, mislim, da se tudi že veno, da so v pripravi, bodo imela pa tudi AR funkcionalnost, ne. Tako da to mislim, da bo velik premik, ne. In ta drug tak ponudnik je pa Brilliant Labs. Oni pa mislim, da zdaj z aprilom tudi začenjajo pošiljanje njihovih očal. Pa če se ne motim, ampak to je za preverco tudi zasnovano na principu odprtokodnosti. No. Tale so. Tole je to, ne? Tole je to. Ful zgledajo hipsterska. Ampak cool. Ja, sicer bom rekel, niso v mojem slogu, ampak recimo jaz kar razmišljam, da bi si jih mogoče nabavil. No. Tako. Koncept mi je zelo všeč. Se mislim, da si to enkrat že omenil, ker smo govorili o Vision Proju. Ja, takrat je bil nek monokl to, ne? Ja. Ni bilo najbolj, da bi hodil. Mislim, zdaj ta hipsterska očala ali pa monokl, jih ne vem, ne vem, kaj je hujšno, ampak ja, monokl je hujš. Ja, no, imaš prav. Ampak tle gre zdaj za bistveno bolj dovršen produkt, no. Tako da... Koliko pa to stane? Mislim, da so $300 ali pa $400. Tudi recimo dioptrija je podprta, ne. Tako da... Kaj točno pa so zdaj funkcije teh očal? Tam vidim, da ima tisti nek zvočnik implementiran preko... Ja, mislim, gor je kamera, slušalke, stekla, na katerih se da neki teksta pa pač vizualov projicirati gor preko pač te AR funkcionalnosti. Mikrofoni verjetno. Kaj je točen use case teh trenutnih očal? Kaj lahko zdaj s temi očali dejansko naredimo? Pač en kup nekih cool featurejev, ampak kaj je zdaj dejanski use case? Ne vem. Mislim, recimo jaz si predstavljam, da je to pač avtomatska transkripcija vseh pogovorov, ki jih imaš, sledično tudi pol bo lahko, pač očala bodo lahko videla, kar ti vidiš, ne. Pač, če boš nekaj bral, bodo videli. Na kateri AI je to povezano? Je to njihov AI, je to povezano? Ja, pač zadevajo, mislim, če bodo to res odprtokodna, boš iz prekapja lahko, sam si boš izbral model, ne, sej tudi verjetno si boš lahko sam izbral backend storage, kamor boš hotel to shranjevati vse, ne. Tako da, sej to je samo prva iteracija, ne. Mislim, meni je to zanimivo predvsem kot smer, kam bodo recimo te izdelki šli, ne. In zakaj pa je mogoče tisti use case, ki se meni zdi nekako najbolj pomemben, ne, je v bistvu real-time assistance, ne. To pomeni, če sem jaz v nekem pogovoru, ne vem, lahko skozi enega pomagača, ne. Mislim, malo je tudi v skladu recimo s tem, kar vidim nasploh pri produktih, ne. Dostikrat produkti, ki so v neki obliki na voljo samo milijarderjem, potem na račun nekih tehnoloških preskokov postanejo na voljo širšemu krogu ljudi, ne, in zdaj se spomnim, nekaj je bilo nekaj časa nazaj prišel v en video, ne, ki je kazal te svetovalce od francoskega predsednika, medtem ko se s Putinom pogovarja, ne, kako oni tam v bistvu to spremljajo, pa neki brskajo po telefonih, pa potem sugerirajo, ne, pač prek teh sistemov bo pa to vsak lahko imel, ne. Pa ne prova zdaj debatirati sploh o tem, ali je to dobro ali slabo, ne. Pač, ampak samo sem predvsem prepričan, da se bo zgodil. Ampak recimo, Boris, ko bi to pol recimo uporabil, recimo večina ljudi verjetno danes dela v firmah, ne, manjših, večjih konglomeratih.
In ta očala priklopiti, v bistvu pa bi mogli firme reči, ok, lahko imate očala in te podatke se storejo nekje pri nas, ne? In poleg uporabljaš za assistant during work. Ali kako bi ti to naredil, ker... Ja, mislim, jaz mislim, da dosti tega bo recimo v sales, ne? Jaz mislim, da bodo prve aplikacije v sales, nekdo ima pogovor s stranko, high stakes, kaj bo zdaj rekel, kaj bo zdaj ponudil, kako preprečiti, da bi naredil napako. A veš, začel se bo kot to, da bodo ljudje hoteli imeti dodaten edge, končal se bo tako, da ne bodo nobenemu v salesu pustili, da gre na pogovor brez teh vprašanj. Ja. Pač, Ker bo hotel tudi vedeti, kaj si dejansko rekel. Ne? Ker bo hotel tudi analizirati, ok, kako se te pogovori. Tudi to verjetno v eni točki. Oziroma sales calli, ker se vse ampak teoretično bi to lahko že zdaj zahtevali, ne? Na nek način. Lobby zahtevali, da se vse snema, sem se ne, zato ker noben nima časa to gledati. Ne? Ne, zdaj, lahko da so to spremenili, ne? Ampak ja. Kdo od vas je probal Vision Pro? 1, 2, vi 3 pa ne? Ne, še. Aha, pol ne moramo govoriti. Imam pa to, jaz od Mete, Quest 3. Sicer vem, da je, kar se tiče kvalitete vizuala, daleč, ampak ja. Ja, je pa zanimiv. Mi z Andrejem smo probala, pa mogoče lahko Andrej pove svojo izkušnjo, ki se glih zdaj o tem pogovarjamo. Sicer je to naprava, ki je, vse verjetno poslušalci poznajo, ne? Mnogo večja, kot te očala, ki smo gledali. Ampak so pa ta pravi zasloni noter, ne? Ja, sigurno je fidelity, ko je to v slovenščini, razločnost ali pa ja. Čistost slike je sigurno najboljša od vseh teh head-mounted displejev, kar sem jaz do zdaj sprobal. To se vidi takrat, ko je naprava v takem načinu. Vse v bistvu je skozi v tem načinu, ne, da je pestru, se pravi, da ti vidiš svojo okolico, ker to je augmented reality nekako filozofija zadaj. Spatial computing, oni rečejo, ne? Ja, spatial computing, ja. Mislim, meni osebno je to še vedno nek gimmick. Kljub temu, da je tako zelo dobra ločljivost, pa to je si... Ne vem, vse, kar sem zdaj delal v zadnjih 2 tednih s svojim računalnikom, si ne predstavljam, da bi kakorkoli izboljšal moj workflow, pa ne vem, produktivnost, če bi imel to na glavi. Tako da mene osebno stvar še ni prepričala, da bi sploh ob upoštevanju cene, ki jo ima ta stvar, ne, se pravi $3500 za to, pa tako, no, sam disclaimer, jaz sem že kar veteran v tej niši, ker sem že veliko enih VR headsetov sprobal, jih imel, jih imam, tako da mene osebno ni to prepričal, niti stališča, da je to nekaj revolucionarnega. Je tehnološko sigurno zanimiva stvar, ob dejstvu, da je to standalone device, se pravi, da se vso procesiranje, ne, se dogaja v napravi, se pravi, ne rabiš jo preklopiti na noben računalnik, z tega stališča je kar impresivno. Ampak ja, da bi pa jaz v tem videl dodano vrednost zase kot profesionalnega, ne vem, uporabnika digitalnih tehnologij, pa zaenkrat to ni, ne. Ja, zelo dober si povedal. Saj jaz sem lahko zelo hiter, jaz sem bil kar razočaran nad izkušnjo. Nič me ni navdušil. Tudi to način interakcije, ki jih imaš, ne, se pravi, nimaš nobenega daljinca v roki, nimaš nobene druge naprave v roki, ampak ta naprava zaznava okolico in med drugim zaznava tudi tvoje roke, vejo, kako so postavljene in vejo, če to narediš, ne.
In v bistvu ti navigiraš z očmi, gledaš v določeno točko in jo zbereš. Ne? Se pravi, pogledaš ikono in jo zbereš z prsti. To mi je bilo zelo klanki, se pravi, zelo čudna mi je bila ta interakcija, da moram točno, natančno gledati v tisto točko, ki jo moram zbrati, ker to se zelo redko dogaja na računalniku. Ti v bistvu zbereš točko, ki jo boš kliknil, ampak ti že nekaj drugega gledaš. Tam moraš pa res biti fokusiran na to točko in jo zbrati. In je zelo čuden. No? Verjetno se moraš navaditi. No? Kaj se pa je zgodilo s tem navdušenjem od lani? Mislim, da smo se pol leta nazaj pogovarjali in si bil ti najbolj navdušen, da boš ti imel ta VR, AR očala kot digitalni nomad in boš potem na Balju imel 4 zaslone in cel dan super produktivno delal. Ti si bil čisto navdušen na tem. Še vedno imam enako mnenje, ampak nisem specifično mislil na prvo generacijo teh naprav. Sej, ko je prišel iPhone ven, jaz ne vem, ne spomnim se sicer, kako sem gledal na to, ampak to ni bila neka impresivna naprava. Ne, to je bilo noro, prvi iPhone, to je bila revolucija. To je bil najboljši touch. Prvi iPhone je bilo noro, to je bil prvi touch display, ki je dejansko bil odziven. Amazing, ja. In potem so prišle te prve aplikacije, prve igrice. To je bila... No, App Store ni bilo. Jaz, ko sem prvič probal iPhone, sem tisto Nokia samo še vrgel stran. To je bilo, jaz se spomnim, da smo preskočili generacije razvoja. Meni je bilo čist mind-blowing. No. Prvi iPhone se mi zdi, da je bil res vrhunski produkt. Ja, veš kaj, Luka, ne vem, če se spomniš, ampak čakaj, ti si imel prvo generacijo iPhona. Ja. Prvo. Mislim, da 3 tedne potem. App Store. Ja, 3 tedne potem, ko je prišel, ko je bil releasen, sem jaz ta telefon imel. Takrat smo še v Sloveniji, si moral imeti tiste turbo SIM, v bistvu taki čip, čez SIM kartico, pa jailbreak, si ga mogel, da si sploh lahko z našimi. To ni bila super izkušnja, ampak to je bilo zaradi tega, ker je bil telefon v bistvu zaklenjen na ameriški trg. Razumem, na te operaterje, ampak... Ne, device je bil takrat revolucionaren. Device je bil še danes, če gledaš v bistvu, kaj je tisti telefon ponujal, je bilo to wow. Ja, v bistvu jaz imam tukaj malo drugačne poglede. Vem, da veliko funkcionalnosti, ki so bile core ali pa ki so danes core, ta prvi model ni imel. Mogoče sta vidva bila navdušena, ampak za mass market, to, kar se zdaj pogovarjamo, tisti device ni bil ready. Jaz pa sem čist drugače prepričan. Glavna stvar iPhona je bil ta user interface, torej kak ti upravljaš iPhone, in to je bil ekran. In ko so oni izdali ta ekran za tem touchscreenom, ki je bil svetlobna leta pred vsemi ostalimi touchscreeni, je bilo to meni wow. In tudi danes, če gledaš, to je naš glavni user face, je v bistvu ta touchscreen. Ja, seveda so postale kamere boljše, večji ekran, ampak v bistvu App Store je glavni feature iPhona, bi jaz rekel. Ja, tudi App Store. Tega ni bilo. Tega ni bilo. App Store je prišel 2 leti kasneje. Ampak so bile že neke aplikacije, pa neke igre. Ne, veš, kako moraš Klemnu razložiti. Klemen je po moje pozabo, ampak ker si ti dobil MMS od ene punce in če si ga pogledal na uni stari Nokiji, ali pa če si ga pogledal na iPhonu, je bila to revolucija. Tako da... Odvisno, s katero kamerico je ona to sliko naredila. Andrej. No, sej, ampak takrat so bile vse kamere bolj tako, ampak vsaj več se je videl, dajmo tako reči. Pa tudi, če se ti spomniš teh keynote speechov od Steve Jobsa, ta njegov speech presentation za prvi iPhone je, mislim, da mora iti v nek history muzej za najboljše prezentacije vseh časov. Ko je to prezentiral, to uporablja, mislim, malo smešno se slišim, ampak to uporablja moja žena za učiti folk govoriti, kaj je dobra uporaba glasu. To je bilo vrhunsko. In zdaj, kjer keynote speech pride mal blizu temu,
je bil zadnji keynote speech man od Nvidia. Kako je ta model prišel na stage, kakšen confidence je imel, me je spomnil na Steve Jobsa. CEO Nvidia. Ja. Čeprav Jensen Huang je kar znan kot zelo klanki prezenter. Ni bo nič klanki zdaj. Ne, ta zadnja je bila kar dobra. Dvigana zadnje leto. Ja. Jaz bi še mogoče eno stvar dodal, ko smo govorili o Apple. Jaz sem videl kar nekaj negativnih signalov zdaj, mislim tako iz njihove strani. Mislim to, da Vision Pro ni, mislim, da bi lahko pošteno rekli, da ni upravičil pričakovan, ki jih je dosti ljudi imel. Ne. Ampak to mislim, da ni tak problem. Lahko naredijo dvojko, pa bo v redu. Hujš mi je bilo to, da v bistvu se pogovarjajo z Googlom, da bi v bistvu njihove modele uporabljali v svojem ekosistemu. Meni se je to zvenelo kot kapitulacija. Pač, mislim, v teh časih, ko vidimo recimo, da taka podjetja, kot je Databricks, so pač prevzela en startup in zdaj v bistvu tako precej, vsaj na področju open source state of the art modele v 3 mesecih naučijo, pač Apple z vsemi milijardami in milijardami, ki jih namenja v razvoj, v bistvu gre do Googla in reče, imamo lahko mi vaš Gemini to je kar boleče, plus ta ukinitev njihovega programa za razvoj avta, in to, kar so potem rekli, ti inženirji bodo šli zdaj delati generative AI. Ziher, ista stvar. Ne, to spomnil na neki, jaz mislim, da je nekaj podobnega Microsoft glede AI-ja rekel v 2016 ali nekaj takega, če se ne motim, plus minus 1 leto. Takrat so oni ugotovili, AI je pomemben in bomo zdaj neki inženirjev, ki so delali na drugih področjih, bomo preusmerili sem. Ampak pa če rečeš to 2016 ali pa 2024 je velika razlika. Samo koliko jaz poznam Apple do zdaj, mogoče razmišlja o uporabi Googlovih modelov na nek short midterm. Jaz sem prepričan, da bodo oni paralelno ob tem, ko se bodo učili, kako ta Googlov model funkcionira, razvili svoj model. In s tem v bistvu zdaj pridobijo nek user feedback, pa preskočijo ta korak, kot bi drugače čakali, pol leta, predno bi nek njihov model bil dovolj dober. Samo, jaz mislim, da tle je tako, zdaj smo videli ta zgodba z Inflection, firma, ki je dobila 1,8 milijarde financiranja, pa imela, mislim, da 22,000 100 GPU-jev, se je v bistvu na nek način izkazali, da ni mogla iti v korak z to konkurenco. Zdaj, tudi OpenAI ni še dal ven GPT-5, ampak v bistvu GPT-4, ki ga je šele nedavno, so ga nekateri modeli v bistvu presegali, je v osnovi v bistvu kako vzameš. Pač Gemini ima veliko boljši kontekst, Anthropic je boljši na določenih benchmarkih, skratka, zdaj je poštena konkurenca. Ta trenutek na trgu ni povsem jasno avtomatsko, kateri model uporabljate, treba razmisliti, odvisno od primera uporabe. No, ampak v svojem jedru modela GPT-4 je iz poletja 2022. Pa pač verjetno ta močna ekipa ni zdaj 2 leti bila v počitnicah. Medtem ko pač te konkurenčni modeli, mislim, da so bili relativno hitro po tistem, ko se je treniranje končano, pač releasani. Tako da. Ja, za Apple pa Google, to odločitev, da bi njihov Gemini uporabljali, to je meni tudi čist priznanje nečesa, ali pa niti ne vem, kako bi rekel, a so videli ta launch od Gemini-ja, pa so rekli, to je pa res super, mi smo usklajeni s tem. In jaz mislim, da te dve kulturi jaz saj ne percipiram dosti drugače, kar se tiče DI-ja pa woke mindseta. To se vam pa recimo zdi tukaj, glede na to, da mi smo v Evropi, in nekako, vsaj jaz osebno, mi je v interesu in tudi rad vidim, da je kaj iz Evrope narejen, kaj je world špica, recimo Premier League futbol je svetovna špica futbola. Evo, je recimo, da iz Evrope.
In tukaj smo mi zamudili ta cloud wave, ne? Nimamo nobenega veznega cloud providerja. In zdaj nekako tudi se mi zdi, da smo definitivno zelo v zadnji, kar se tiče tega AI wave-a, v smislu velikih firm, ki proizvajajo te solutione, ali pa modele, ali pa karkoli. In tukaj mi je tudi malo, ne vem, škoda, oziroma nisem čist pripričan, kako bomo tukaj prelezali, ali bomo spet kaplali v zadnji 15 let. Mislim, metrike, ki jih jaz gledam, kar se tiče tega, ne, mislim, to ne samo, da je zaskrbljujoče, to je zaskrbljujoče. Jaz rekel, to je katastrofa. Ja. To je, mislim, tako. Ne vem, in mislim, da ne bo ratal boljš. Vse smo videli. Zdaj še dodatna zakonodaja. Ne. Najhujše pa to, ne, da jaz mislim, da imamo istočasno pa to neko željo biti samozadostni. Ne. Torej, to je po svoje slabško, ker priznati, ok, mi te tehnologije nimamo, pa bomo vsaj uporabljali to, kaj so drugi naredili. Pa bomo vsaj tle ustvarjali neko dodano vrednost. Ne. Ampak je postavili smo pogoje, da sami ne moramo tega razvijati. Zdaj bomo pa po moje probali še tako omejiti, a ne pač, da bi lahko uporabljali to, kar imajo drugi. Ne. Zanimivo je. Luka? Ja, Boris, izvoli. Ne, hodil sem sam reči, da v bistvu to je vse del iste zgodbe. Ne. V bistvu pač zato, ker Evropska unija mislim, da ima tak pogled na regulativo, tudi kot posledico tega, da nima podjetij, ki bi dominirala na tem področju. Ne. In recimo videli smo v teh sklepni fazi pogajanj za AI Act, države, ki so do neke mere oporekale temu, so bile ravno tiste, kjer pa se je slučajno, v narekovajih slučajno, našla vsaj kakšna firma, ki je, ne tako kot je recimo v Franciji Mistral. To zdaj, ker tudi misliš Nemčija, ne? Pa Nemčija seveda, ne. Ja, mislim, tako si predstavljam, kako drugačna je bila ta zgodba. Ne? Če bi bilo teh podjetij 20, če bi ustvarjala neke resne prihodke, verjamem, da bi bili pol tudi zadržki glede te zakonodaje večji. Ne? Ja. Luka, boš ti malo povedal ta projekt, v bistvu bi me zanimal, ki ga pripravljaš. Če si dobil iz Black Mirrorja idejo ali? Mi smo se, torej, to je v sklopu našega dating appa, smo zdaj razvili virtualno punco, feature se reče goddess, torej boginja. In to je v bistvu nek prvi, oziroma ne prvi, to je naš drug AI produkt, ki ga imamo v našem appu. In zdaj smo v bistvu releasali MVP, torej neko čist začetno verzijo tega, kjer hočemo videti, ali bo to uporabnikom zanimivo, kakšne bo interakcije in v katero smer to zapeljati. In je kar dober feedback. No. Userji zdaj v bistvu mi releasamo to postopoma, zaradi tega, ker je čisto nov feature, nimamo toliko izkušenj. Mislim, da je to zdaj na 2 ali 3 trgih releasano tam med 5 pa 10% userjev. In imamo že po enem tednu, mislim, da 1500 aktivnih userjev, ki to uporabljajo. In na povprečno uporabo se za to virtualno punco pogovarjajo približno pol ure. Mogoče da na kratko opišem, kako to izgleda. Ti imaš lahko pokažem? Ja, prosim. Evo, to, kar si klej poslal. Ja, v bistvu v prvem koraku si lahko ti zbereš eno od teh 4 punc. In potem si s to punco lahko pišeš. Imamo pa tudi feature, da ti ona lahko nazaj pošlje sliko. In trenutno je sicer ta funkcija, da ti pošlje sliko preko gumba, v bistvu moraš klikniti gumb, da ti generira sliko. In to je v bistvu number one feature request, da userji hočejo, da je to pošiljanje slike ni preko gumba, ampak da je to bolj naravno
da se triggera to iz konteksta, naprimer, da jaz rečem, ne vem, pošlji mi sliko, da ti potem ona sama pošlje to sliko. Druga najbolj zahtevana stvar pa je to, da v bistvu, ko uporabnik opiše nek kontekst, da je potem ta slika čim bolj se ujema za tem kontekstom. Naprimer, da ne vem, jaz si želim, da mi pošlje ona sliko v rdečem bikiniju in potem bi naši uporabniki bili zelo veseli, če dobijo dejansko to sliko te punce v rdečem bikiniju. Poveš malo tehnološki stek, če ga poznaš, kako odzadaj to naredite? Ja, zdaj za tekst, v bistvu ta tekst chatbot uporabljamo Mixtral. Mislim, da je pa verzija samo malo Hermes 2, lahko potem pošljem link. Za te image generation pa imamo Stable Diffusion. In smo v bistvu natrenirali te 4 različne punce, da potem dejansko dobiš to punco v različnih kontekstih, v različnih oblačilih, brez da ima, ne vem, dodatno roko, brez da ima glavo okolo obreno. Tako da to je bil nek prvi tak poskus, je bilo kar smešno, ko smo dobili te neke prve slike, ampak zaenkrat se nam zdi, da je definitivno vredno investirati v to, pa poskusiti še kaj naprej. Trenutna težava nam je, da nam ta model, oziroma težava, pač mi smo hteli čim hitreje nekaj releasati, sproba dobiti feedback, da lahko gremo naprej. Torej zdaj že vemo, ta trigger slike je pomemben, kontekst, kaj je v bistvu input za generiranje te slike je pomemben, pa krajša sporočila. Zdaj, naprimer, če imaš ti neko interakcijo za to punco, so sporočila relativno dolga, zdaj nek chat behavior so ponovadi zelo kratka sporočila, pa več nekih krajših sporočil. Tako da to je en korak naprej. Kar je pa meni potem zelo zanimivo, je pa to, da bomo vključili na eni strani radi bi v bistvu ravno delali to personalizacijo, da bomo na podlagi tvojih pogovorov in tvojih interakcij z to punco gradili nek profil, ker se nam zdi, da je to na dolgi rok tisto, kar te bo vezalo v bistvu na uporabo naše punce proti neki drugi. Ne vem, če boš ti uporabljal to 3 leta, bo ona v bistvu točno vedela, kako reagirati. Tudi če boš ti potem neko drugo punco rekel, kako reagirati, da bo tebi to najbolj všeč in te v bistvu na nek način najbolj poznala. To je ena smer, druga smer pa je potem, da bomo verjetno odredita probali te neke ljubezenske storije inkorporirati kot trening za naš model. Ja, zanimiv. Ja, ko bo ta vaša punca prišla v sobo, a ne uporabnika z Apple Vision Pro, pa je game over. Ne? Apple Vision Pro 3. Tako je. Jaz mislim, da je game over lahko že dosti prej. Ne? Že zdaj smo presenečeni, koliko uporabnikov dejansko se pogovarja z temi puncami. Ampak to je tako, vi marketirate, da to je AI, ne? Ali... Ja, to je to. Ne? Ja, to je čisto jasno, da je AI, ni to zdaj nek fake profil med pravimi userji. To je pač prav posebna funkcionalnost, kjer ti veš, da je to AI girlfriend in Kaj je tvoja vizija, Luka? S tem produktom. Dej opiš mi svet, kjer ta produkt je milijonkrat boljši. Pa milijonkrat bolj uporabljen. Jaz mislim, da danes je en kup ljudi, ki so nekako osamljeni, pa bi se radi z nekom pogovarjali, pa imeli ta nek občutek punce. In jaz mislim, da tudi če gledaš te statistike, sploh ta Gen Z, vedno manj imajo nekih in-person meetingov, vedno več je nekih virtualnih interakcij. In jaz mislim, da v naslednjih parih letih bo te AI in virtualne punce dan pa noč razlika. Danes je še vedno to malo bolj klanki, pa
mogoče ne odgovarja toliko v redu, pa ne dobiš slik, ki so ti toliko zanimive, pa potem imaš en kup nekih restrikcij, kakšne slike lahko dobiš, da te Apple ne vrže z Apple Store, pa da te Google ne vrže z Play Store. Jaz mislim, da bo v prihodnje ogromno teh nekih virtualnih interakcij in da bo to nek nov addiction ljudi, no? Koliko se to mogoče futuristično sliši. Mi že nekaj časa vidimo tudi glede na našem dating appu, da je ogromno nekega virtualnega datinga preko sporočil, preko slik. Seveda je še velik del in-person datinga, ampak ta virtualni dating raste. Ne? In to se mi zdi, da bo samo en extension tega in potem, ko te bojo ti modeli res, ne vem, poznali čez 3 leta tvojega tekstinga, boš lahko po mojem dobival res vrhunske odgovore in zelo naravno interakcijo. A pa se ti zdi, da je ta produkt tak, da bo 80% usage-a bilo generiranih strani, ne vem, 5% userjev? Da ne vem, onih 5% bo po 4 ure to uporabljal, 70% userjev pa nikoli ne pa. Super, to je winning produkt. To so najboljši produkti za delati cash. Malo customerjev, pa vsi whale-ine. Ja. Jaz sem delil Outfit 7 isto, ne? Ja. Jaz sem v chat 2 linka delil, no, ker mislim, da kar dobro ilustrirata to zgodbo. Ne. A odprem? Ja, da je Klemen, jaz se zato sem... Po vrsti? Kar ta prvega, ja. Ne. Oboje je od Andreessen Horowica, analize trga, ne. In tle so šli gledati recimo consumer aplikacije AI, ne, torej brez raznih biznis aplikacij, ne, kakšen je traffic, web traffic share po kategorijah in seveda companion, kamor bi sodila ta aplikacija, ki je Luka opisal, ne. Mislim, tako smešno je, koliko je nad vsem ostalim, ne. Ja, pa koliko se relativno malo o tem govori, ne, je tudi zanimiv, ne. Ja. Ampak recimo, companion je, koliko brod je to companion? Ja, pač to so v bistvu, to je AI, ki ni zdaj namenjen temu, da te odgovarja na vprašanje ali pa pomaga kodirati, ampak je v bistvu AI za druženje. Prosti pogovor, na nek način druženje. Ne? A veš, ker recimo ChatGPT je tukaj znotraj tega ta drugega kvadratka. Ne? Zdaj pa nasleden ta chart, ne, je pa v bistvu po specifičnih aplikacijah. Ne? In Character AI tako dominira, ne, tle, vse ostalo, ne, da je prav smešno. Ne. Kaj pa je tukaj mišljen? Se pravi, da imaš neko persono? Ja, Character AI, mislim, da so ustanovili eni ljudje, ki so prišli iz Google, pol, ko so videli, da znotraj Google ne bodo mogli to vrstnih produktov razvijati. Ne. In v bistvu je širše kot samo girlfriend, a ne koncept, ampak si pač v bistvu imaš vse sorte različnih osebnosti, lahko si svoje narediš in imaš potem pogovore z njimi. Ne. Ja, to smo imela, mislim, mava idejo z Andrejem, tudi za Astro, a ne? Ja, ampak ja, zanimivo. Pa tudi recimo kaj bilo to danes zjutraj, ne? Mislim, da sem videl, da je to podjetje Hume naznanilo nov produkt za, ko bi rekel, ko so že temu rekli, emocionalni v bistvu voice interface. Tudi to zapošerati. Ki v bistvu zadeva je sposobna prepoznati iz tvojega tona glasu do neke mere, a ne pač kakšno čustveno stanje sporočaš preko svojega glasu in se tudi odzove z glasom, ki je variabilen, ne, glede na neko, mislim, imitacijo čustvene note. Ne. In zelo je zanimiv, tako zelo drugačna izkušnja je se potem pogovarjati z tem tovrstnim voicebotom. Danes zjutraj, ko sem se peljal v službo, sem ga testiral v avtu. Ne, in, ampak sem v angleščini, a ne? Ja, ampak to je, mislim, ChatGPT ima tudi ta voice, ne, pa je v slovenščini tudi dober dela, ne, sicer z ameriškim naglasom, ampak funkcionalno. No.
Tako da tle mislim, da vidimo, no, kako se bo do neke mere širil ta koncept glasovnih botov, kompanionov, kakorkoli. Ne. Drugač pa eno vprašanje, Luka, za tebe, ki me zanima, ker sem videl te opise. Ne. Pa se mi je zdelo tako, da so te odgovori predvsej daleč stran od tega, kako bi sicer izgledala komunikacija to vrstna. Pa me zanima, a ste to naredili tako z namenom, ali ste probali tudi mogoče bolj imitacijo pogovora, pa je slabš delovala? Ja, zdaj v bistvu v tej prvi fazi smo hteli čim hitreje nek produkt lansirati, da pa tudi da po eni strani, da userji razumejo, zakaj se tu gre. Zdaj mi moramo še ful razviti to neke onboardinge, pa točno kak. Ampak hteli smo v prvi fazi na čim bolj preprost način, v bistvu relativno majhno ekipo, lansirati produkt, pa dobiti čim več enega feedbacka, in to smo že zdaj v bistvu za tem dosegli. Jaz se strinjam, ta pogovor v prihodnje bo šel v dve smeri. Ena smer je v to, da bo ta pogovor šel v to, da bo čim bolj nekako naravn, da bo čim bolj podoben komunikaciji med pravimi ljudmi, to je ena smer. Druga smer pa bo šlo to bolj v neke te zgodbe, kjer bomo probali imeti te neke modele, nekega res dobrega copywritinga, in bojo potem v bistvu to, bomo s tem trenirali modele in bo potem ta tekst mogoče bolj že kot neka literatura, kot neke zgodbice v bistvu. Tako da bo šlo, v bistvu trenutno še ne vemo, kam bomo to zapeljali, kaj bo najbolj zanimivo za uporabnike. Za nas je tudi zelo pomembno, da lahko to monetiziramo. Tako da trenutno smo odprti za vse smeri. Zdaj smo v tej fazi, kjer zbiramo feedback, da vidimo, ali je to userjem zanimivo. Userjem je to zelo zanimivo, in potem bomo to razvijali naprej. Ena stvar, ki sem razmišljal, prva misel ob teh aplikacijah, ki marsikdo dobi, je ta, ok, ljudje bodo zdaj s temi sistemi komunicirali in bodo manj med sabo komunicirali. Ne. Samo mogoče alternativen pogled je pa, ne, da bi lahko te sistemi v bistvu postali ful dobri učitelji komunikacije. Ne. Točno, to je pri nas tudi ten cilj, ker predvsem komunikacija moških na dating appih je v večini primerov porazna. In ravno za tem smo hteli, da jih lahko ta boginja nauči neke komunikacije, in medtem ko v bistvu oni čakajo na nek prav meč, da jim da tudi kakšne ideje, kak nasvet, kak feedback, kak se komunicira, oziroma kak se ne komunicira. Ne? Mislim pa perfekten poslovni model. Po mojem v bistvu tako, da ti moraš najprej biti v zvezi z eno to fake osebo 3 leta, ne smete pustiti, ker te to tudi pusti, če si pod nekim nivojem te pusti, in potem ti dovolijo lahko, da dostopaš do pravih. V bistvu Vmes moraš pa plačevati 100 evrov na ročnje na mesec, veš. Ne, v bistvu je to ful zanimiva ideja, Luka, da ti imaš nek korpus podatkov, kjer interakcije delujejo, kjer interakcije ne delujejo, in kjeri moški so bolj uspešni, kjeri so manj uspešni. In zdaj, če ti vzameš vse te message od moških, ki so bili uspešni, pa to feedaš temu modelu, pa rečeš, ti nisi girlfriend, ti si girlfriend tutor. Mi bova zdaj igrala vloge, a ne? In ti se boš naučil komunicirati s puncami. To se mi zdi nekaj, kar bi bilo lahko uporabno. Ja. Sploh na bazi podatkov, ker vem, da obstaja ful teh nekih kursov za Tinder. Sej dobro, ti si v tej noter branži, pa poznaš verjetno. Ja, mi lahko že naše pogovore v bistvu analiziramo, ker mi vidimo na podlagi pogovora, ali nek pogovor, koliko sporočil se je zmenjalo, ali je za to uspešen pogovor, ali ni. Ja, zanimivo, zelo zanimivo. Če bi gledal neko poprečno nivo komunikacije, mislim, da lahko z zelo preprostimi napotki sploh moška populacija izboljša svojo komunikacijo na dating appih. Ja, to je v bistvu trening, oziroma, kako bi rekel, testni field lahko bi bil za moške, a ne?
Za nas je to en kup priložnosti. Eno je to, da v bistvu medtem, ko ti čakaš na pravi meč, imaš tu nekega kompaniona, ki ti pomaga, te trenira, ti da kak predlog, kak pristopiti. Ampak jaz mislim, da bo tudi ta druga smer, kjer da bo ta market za te AI companione oziroma AI punce vsako leto večji in tudi to bo že svoja kategorija. A ste že lansirali na Japonskem? Ne, nismo. Mislim, da najboljši market relativno se vas čaka na Japonskem. Ja, oni imajo že 10 let to odprto. Splošno Azija je Tako. je zelo zanimiv trg za nas. Se imaš težave z ene Kitajsko, ne? Ampak ja. Zakaj? Kitajska bena vse živo in potem, če nimaš lokalne firme 50, kjer imajo oni 51%, te zabrišajo z Apple Store in potem zahtevajo, ne vem. Pa tudi ta dating space na Kitajskem ni prav reguliran, je neki grey zone in je sploh težko vedeti, kaj zdaj oni dovolijo, kaj ne. V bistvu nam je bila Kitajska najhitreje rastoč trg, dokler nas potem niso zabrisali iz App Store na zahtevo, ne vem, kaj bi bil ta neki kitajski urad. Jaz sem bil na dating appu na Kitajskem. Tan se je rekel. Se poznaš? Ja. To je neka taka lisica je. Ampak je fora, da itak Kitajci... To bolj social networking, tak nekako zapeljejo oni ta tan. Ali ta tan je... Ker en kup teh nekih dating appov ima na Kitajskem težave, tudi res ogromnih in so jih tudi potem banali, tako da to mislim, da moraš imeti. Takrat, ko sem jaz bil, je bil to dating app. Se pravi, čisto isto je bilo kot Tinder, swipanje, v bistvu je bila kopija Tindra, sam je bila pač dovoljena na Kitajskem. Če smo bili pri Kitajski, v bistvu, koliko vi to se spomnite ali pa kakšne občutke imate, ampak a se spomnite, ki je pa ta Alibaba tako one of the 5 giants of the world, tech giants. Pa se je govorilo dosti, da nas bo Kitajska tehnološko pojedla, pa koliko so oni advanced, pa kako, to bo mogoče 5-6 let nazaj, 7-8, kaj jaz vem. Zdaj pa jaz ne dobivam toliko feeda, kva na Kitajskem ustvarjajo z Gen AI. Mislim, sem dosti blind, kva se tam dogaja. Mislim, načeloma, moja ocena je, da je bila Kitajska velik del te paritete, ki so jo lovili z Zahodom oziroma predvsem Ameriko, se je dogajal na prejšnji obliki umetne inteligence. Medtem ko generativna, tle se mi zdi, so pa imeli nek tak počasni zagon, ki sicer zdaj zelo pridobiva in imajo določena kitajska podjetja, imajo tudi zelo uspešne odprtokodne modele, ki kotirajo predvsej visoko na teh različnih benchmarkih. Ampak, če pa govorimo prav o najbolj state of the art modelih, pa še niso uspeli recimo prideti zares čist blizu Anthropico, OpenAI, Gemini, niso še prišli do tega nivoja. Je pa seveda tam, tako kot je Luka govoril, pač velike problemov, tako kot na Zahodu imamo probleme, da nas skrbi, kaj te modeli pač generirajo, pa so določene vsebine sprejemljive, določene niso, pač tam se mi zdi, je pa še malo bolj zaostreno, ker samo po sebi ustvarja neko zavoro za razvoj. Ja, srečno, Luka, no? Meni je všeč ta del. Hvala. Meni je všeč ta del, da bi bil to nek, kako bi rekel, trener, coach za fante, ker vem, da dosti mladih nima zadostne količine treninga na pravih puncah, in pol to vedno večji problem postaja, ker ne moreš začeti. To, da je pa substitut to za prav odnos, to pa je definitivno neizogibno, se mi zdi. Zdaj, če ne boste vi naredili, bo nekdo drug.
Sami Jaz pa mislim, da bo to tukaj več, vidim. da bo to več podjetij se s tem ukvarjalo. Ta trg je ogromen, tako da Ja, ja. Bomo videli, no, kaj bo iz tega. No, tako, zelo, zelo zanimiv, pa velik tvegan, ampak ja, razvoj gre naprej. res je. Izvoli, Boris. Mogoče se lahko še ene hardverske teme dotaknemo. Ker to je bil zdaj hardware tudi, ne? Bomo videli, kam bo Luka šel, ne vem, Ja, ja. v kateri smeri. Nisem mogoče za uvod, ne vem, koliko ste spremljali, recimo napredek, ki se dogaja z tem Teslinim self-drivingom. Ne. Ne, povej nam. Ja, sej mislim, da večina ljudi nekako to ignorira, sploh v Evropi, ker v bistvu ta zadnje verzije niso podprte, no, oziroma mislim, da sploh ni podprta, ne. Je samo ta autopilot, ne. Mislim, da je tale verzija zdaj 13.2, če se ne motim, ki je precej revolucionarna. Mislim, in pač ljudje, dosti te, ki so jim zaenkrat vklopili v Ameriki ta dostop, pač pravijo, da je neverjeten preskok glede naprej, da so rešili večino teh težav, ki so jih doživljali. Videl sem veliko enih posnetkov, ki so jih delili te testerji, ki so res impresivni. Ne. Pač seveda stvar še ni perfektna, ampak je naredila velik skok naprej. No. Predvsem s tem, da zdaj izvajajo to učenje end-to-end, torej dejansko ni noter nekih skriptic, ki pravijo, ne vem, če vidiš ta znak, potem odreagiraj tako, ne. Ampak v bistvu se uči samo iz tega, da gleda vse te posnetke voznikov, oziroma mislim, da se fokusirajo na tiste voznike, ki jih prepoznajo kot dobre voznike, ne, in se potem na podlagi teh podatkov uči. In mislim, da je zdaj pred parimi dnevi, da je Elon rekel, ne, da v bistvu zdaj končno niso več GPU constraint, kar pomeni, da jaz pričakujem, da bomo videli kar hitro nove iteracije tega, ne. Ja, ampak vmes so ljudje že malo pozabili, da self-driving sploh še je v igri, ne. Pa tako, kot bi jaz rekel, zdaj se kaže, no, da bo vsem Tesla tle prvi med velikimi, ki bo res prišel z neko rešitvijo, ki bo masovno lahko uporabljal. Recimo kot en indikator, ne, koliko močen je confidence zdaj v to, ne, bodo v Ameriki v bistvu vsem za en mesec brezplačno to vklopili, plus Musk je dal direktivo, da morajo čisto vsakmu, ki kupi novo Teslo, ponuditi oziroma ga pelati na en kratek demonstration, kako ta feature deluje. Ne. Tako da mislim, da bo preskok se je zgodil, ker so začeli drugače trenirati, a to uporabljalo neke LM-e ali kaj je v bistvu? Mislim, tudi mislim, da, ampak ne, v glavnem se gre za to, ne, da pač prej so to učili parcialno, pač bilo je situacijsko na nek način, ne, pač prepoznaj to situacijo, v tej situaciji naredi to, bila je logika notara, ne, tako. Zdaj pa v bistvu se samo video feedi not, kar ne, on v vsakem trenutku ima v bistvu v shadowu model, ki vidi sliko in potem proba napovedati, kaj bo človeški voznik naredil, ne, in to mu je potem signal, ne. Ali če se je zgodilo to, ne, kar je pol dejansko naredil človeški voznik, pol je imel prav, če ne, ni imel prav, ne, in se pač uči. Luka, komentar na Teslo, tebe želim slišati. Ne vem, teh self-driving sistemov trenutno ne spremljam, tako da ne vem, kaj imajo ostali. Ampak še vedno nisi pa fan, ne? Nisi niti všeč. Ja. Ne, sploh ne. Meni se zdi Tesla res eno veliko sranje, glede avto, ampak ne vem, pač. Ja, mi smo imeli na podjetju tistega, ta prvega, kaj je Tesla S, to je bila res katastrofa v vseh pogledih. Ta avto je bil en velik odpad, tako da neudobni sedeži. Pač katastrofa, jaz verjamem, da so zdaj izboljšali, pa da je ta software boljši, pa ne vem kaj. Ampak jaz bi vseeno rajši, če imam nek self-driving AI, da pride ta iz Nemčije. Ne kaže dobro. Ne.
Mislim, pač trenutno se to dogaja. Ja, Ne? V Ameriki gre gospodarska rast tako, v Nemčiji gre tako. Ne? Ne, se verjamem, te self-driving sistema res nisem spremljal, zdaj nič. Ne, sej zato sem rekel, da je po mojem to dober moment, ker pač ljudje so pozabili na to. a ne, Tako. Ja, sem pa, ja, no, preden gremo na naslednjo. Drugače jaz vem, da Uber ima velik bet na ta self-driving cars, ne, ker za njih to pomeni izjemno profitabilnost. Ja, se Tesla ima podobno strategijo, veš, robotaksijev, ne? Se pravi, da boš ti kot lastnik Tesle lahko dal v sistem avto, ko ga ne uporabljaš in bo on služil denar kot taksi za tebe. Se to je kar velik, to je v bistvu big idea od zadaj za Teslo, ne? Ker ti v bistvu čist spremeniš transportno industrijo na ta način in kaj pomeni ownership avta in kaj pomeni car sharing in podobno. Tako da, če oni solvajo ta self-driving popolnoma, pa jaz nimam pojma o tem, ampak kolikor gledam tehnologijo zadnjih 2000 let, ne, bo to sam izboljšval se, bo prišlo do točke, kjer bo avto pač sam boljši voznik kot katerkoli človek in pa se vse spremeni. Ja. Jaz mislim, da najboljš, no, tako da kogar to zanima, da gre na Twitter pa vtipka v13.2. Po mojem sam to rad napisati. Pa mislim, da iz tistih pač izkušenj, ki jih imajo te uporabniki, mislim, da se da dobro presoditi. No, tako, kje zdaj ta stvar stoji, glede na to, kje je bila, ne vem, pol leta nazaj. Ne. No, ampak Boris, ti ko spremljaš to, če bi zdaj šel v Ameriko na road trip, ne vem, iz New Yorka v Tennessee, to je približno 10-12 ur vožnje in bi si vklopil ta self-driving, bi bil sproščen, bi zaspal med vožnjo, kak bi... Mislim, zaspal najbrž ne bi, ne, se to ti noben ne svetuje, ne, ampak mislim, jaz drugače na mojem avtu pač maksimalno uporabljam te funkcije, mislim, ker so zelo daleč seveda od tega, kar ima Tesla, ne, ampak vsem. Meni se zdi, da že take funkcionalnosti, kot je lane assist, ne, rezultirajo v tem, da prideš potem na cilj malo bolj spočit. Pač kar da del možganov ne rab delati, ne, medtem ko se voziš in tle bo to pač pelal še naprej. Ne. Ampak ne, jaz res mislim, da se je zgodil tle preskok, no, tako da po moje bomo, recimo, če rečem, že čez pol leta drugače govorili o teh sistemih, no, ko bo, mislim, da to zavedanje se bo spropagiralo naprej, ne, in bo kar tak šok za zamudo za market, no, bi se rekel. Kdo pa je številka 2 v self-driving tehnologiji? Jaz mislim, da Google trenutno samo ima tehnologijo, ki je po mojem precej drugačna in ima težave z skalabilnostjo, ker oni zdaj dodajajo te cone, ne, počas, eno po eno, ker mislim, da je problem v tem, no, sicer tle malo ugibam, ne, da pač vsakeč, ko dodajo cono, morajo veliko enih kustomizacij narediti na to geografsko ozemlje, ne. Pač v Tesli je pa to verzija, ki jo vklopiš in se lahko peleš po celem kontinentu, a ne. Pač to je pa res, da je Google popolnoma avtonomen, ne, to je pa drugo, ne. Jaša. Ja, bolj sem jaz mislil, ne, če si tudi Luka mislil, kjer avto, mogoče v kombinaciji z Googleom, self-drivingom, je najbolj primerljiv Tesla, kjer je avtofirma. Ne vem, če kupam Volvo ta danes, je self-driving full dober, ali ne vem, bolj taka zadeva, ne. Mislim, da večina firm tega sploh ne razvija, ne na tak način. Pač še vedno delajo predvsem ADAS sisteme, a ne. Mislim, vse načeloma, kaj jaz mislim, da je strategija Tesla, a ne. Pač eni so hoteli pa te stopnje avtonomnosti počasi višati, ne. Če v Tesli se mi zdi, so rekli, mi bomo rekli, da je to skozi, ne vem, stopna 2 ali kje, ne. Ampak njihov cilj je pa v eni točki v bistvu prelez do tega, da
je avto popolnoma avtonomen. Ne? In bodo takrat, verjetno, ko bodo ta cilj dosegli, bodo sam rekli, ok, dajmo zdaj registrirati se za petko. Pač. Ja, mogoče tisti, ki ne vejo, to pomeni, da avto sploh nima volana, nima pedal. Se pravi, ne moreš avta ti sam kot potnik upravljati. To je 5. stopnja, mislim. Da. Ja, tako je. Ja, to bo tudi spremenil čist druge stvari. Mislim, kam se ti voziš v službo, pol ni več tako pomembno, koliko delati se voziš, ker že v avtu upravljaš delo, recimo na računalniku. Ne, Luka? Pa, to, če danes primerjaš z tem, da imaš v določenih državah vrhunske vlake, naprimer v Švici, še vedno je tebi v interesu biti doma, naprimer, čim bliže službe oziroma imeti čim krajšo pot do službe. Tako da ja še vedno mislim, da si ti bolj produktiven v pisarni ali pa če delaš od doma, kot pa boš ti produktiven v tem avtu, kjer se skozi nekaj dogaja, pa imaš nek promet, pa to tako da. Sigurno ti olajša pot, ne vem, za mene, kar bi naprimer tak nek self-driving avto res izboljšal, če bi jaz temu sistemu zaupal, je to, da bi potoval po noči, jaz bi v tem avtu spal in bi se torej zbudil, spočit in bi v bistvu preskočil to dolgočasno dolgo vožnjo. To drži, pa se strinjam s tem, ampak to se mi zdi v bistvu najboljši use case tega, no, ti daljši nočni trip, ne vem, ja, sigurno lahko ti med tem, ko se potem, če imaš self-driving avto, ko se voziš v službo, že nekaj delaš, ampak to je primerljivo tudi z vlaki, pa se da delati, ne vem pa, če si da enako produktiven, tako da ljudje še vedno se mi zdaj težijo k temu, da imaš čim krajši ta commute, če je leto možno. Jaz se čisto strinjam, po moje, jaz ne pričakujem, da bo to naredili neko full revolucijo, kar se tiče tega, kje ljudje živijo, pa kje delajo. Mislim, vse smo tudi videli, ne, tudi remote work, je teoretično možen, pa, se tudi ne prakticira to, kar bi se mogoče lahko, ne. Jaz vidim bolj tako, če si cenaš človeških življenj, pač avti imajo ogromno ceno, ogromno, ne. Drugo je pa v bistvu omogočati transport vsem tistim, ki jim pa zdaj avto sploh ni opcija, ne. Pač, ne vem, invalidi, mlajši, starejši, pač jaz mislim, da tle je, mislim, za določene skupine prebivalstva bo to res revolucija, ne. Jaz bi sam tole rad, pač tole mojo intuicijo malo razširil glede tega, da se malo spremeni način življenja. Sicer mogoče je podobno kakor vlak, kar si je rekel Luka, sam kle sta dve pomembni komponenti, vsaj zame osebno. Recimo eno je, da je popolna zasebnost, se pravi, jaz vem, kakšno okolje bom imel, ko se bom vozil nekam 2 uri. Na vlaku nisem prepričan, a bom sam v kabini, a imam sploh kabino na voljo, a bom imel na voljo mizo, kjer bom imel računalnik, a bom imel na voljo štekar, a bo zaseden. Se pravi, ful je enih stvari, ful je enih stresorjev, nepredvidljivih, ki se moraš vsak dan z njimi ukvarjati. Ne? Avto ti to pač reši, to je tvoj avto, vse je predvidljivo. Druga stvar je pa, jaz grem iz svoje hiše v avto noter direktne. Se pravi, vlak ponovadi nima tega convenience-a. Se pravi, moram nekam priti, spet z nekim drugim prevoznim sredstvom, goriti na vlak, timetable je, že timetable je en tak deal breaker, ki ga avto nima. Tako da jaz ne bi toliko primerjal to kot nek substitut vlaku, da je to je spet podobno. Odvisno od sistema. Jaz mislim, da ti moraš priti malo v Švico pogledati, kako ti vlaki funkcionirajo, ker ima čisto vsak sedež to elektriko. Sam timetable je. Timetable je. Vozi vlak zelo pogosto, ampak še vedno imaš tudi težavo traffic jama, več ljudi, ko bo uporabljalo neke self-driving avte, večje boš imel ti težavo z tem prometom. Sam jaz v delu. V nekih prometih je že tako, da mislim, da ima električni avto svoj lane in self-driving car, bo mogoče tudi neke preference, karkoli, ampak meni se zdi tukaj največja zadeva, da se bo te avti sami vozili.
ne da bojo sami vozili kot sistem, ampak da bojo prazni in ga boš ti poklical in bo prišel po tebe, ker si bil pijan na neki žurki ali karkoli in boš ti rekel avtu, pej tu ta warehouse, tam ti bo model naložil neko mizo in ti bo mizo pripeljal nazaj domov. Znači, te avti se bojo vozili sami. Ne? Zanimivo. Ja, tako. Volt, ja. Ja, še zdaj si izpostavil tista manjkajoči del, nekdo ti bo mogel mizo not naložiti. Ne. Pa dobro, to sem bo tudi- naložil robot. Robot, ampak- Ja, no, se to ne. Pač v bistvu sem te avte omenil zato, ker se mi zdi, da ta napredek, ki ga je demonstrira Tesla, ne, z tem svojim načinom učenja, ne, da se bo v bistvu zelo hitro preslikal v robotiko, ne, tako da ta njihov Optimus robot, mislim, da bo velik produkt, ne. Ampak mislim, da pa ne bo imel tako, ne bodo imeli pa tacga monopolističnega izhodišča na nek način, kot ga imajo zdaj potencialno na nivoju self-driving električnih avtov. Ne. Mislim, da tle zdaj toliko ponudnikov, ki vstopajo v ta segment, da bo po mojem izredno pester trg. Mene vse skupaj spominja malo tako, takrat, ko so bili mobilni telefoni v uni začetni fazi, ne, pa je tako skoraj vsaka firma, ki je delala neko elektroniko, je še mobilni telefon dala na trg. Ne. Da bo po mojem tle podobno. Pa ga tudi prodajajo. Ja. Tako da mi je pa prav hecno vse te debate o industrijski produktivnosti, o pomanjkanju delovne sile, o vsem tem, v luči tega, ne, da smo tle praktično verjetno samo par let stran največ, ne, do tega, do te produkti na trgu. Ne. Jaz se naslednjič lahko mogoče odpremo robotiko kot tematiko, ker zadnjič sem videl res tudi ene zelo zanimive videe, neke demote sicer, teh humanoidnih robotov, pač v velikosti človeka in ima okončine in lahko dela taske. Od zadnje pa language modela, ki z vižnom prepoznava okolico in odgovarja tudi v glasovno. Ja. Tako da hvala vam, ker smo že kar dolgi. Se vidimo naslednji mesec. Ja, Čau. hvala. Hvala sem. Ja. Čau, čau.